Živijo, Kali tukaj. Danes govorim o pomembnosti strategije na socialnih omrežjih. Strategija? Kaj je to? Ja, tako večina ljudi reagira, ko rečem, imate strategijo oziroma morate imeti strategijo na socialnih omrežjih, če želite biti uspešni podjetniki. In tisti, ki mi rečejo, da nimajo strategije, jim rečem, ok, to pomeni, da dolgoročno ne boste uspešni, ker socialna omrežja niso nič drugega, kot da se jih lotevamo na način, tako kot se lotevamo našega posla, z strategijo in z vizijo in seveda konsistentnostjo. Torej, a imate strategijo na socialnih omrežjih ali ne? In kaj sploh je strategija, tudi to večina ne ve, bomo povedali danes. Strategija na socialnih omrežjih je sestavljena iz večjih stvari. Ni samo ena stvar, ampak je skupek stvari, ki morajo nekako klikati, morajo biti kot puzle, da dejansko mi lahko rastemo, da naša socialna omrežja rastejo, da dobivamo nove sledilce, jih pretvarjamo v kupce, s tem, ko se zaljubijo v naš brand in s tem dejansko tudi naše podjetje raste. Socialna mreža torej mora biti del strategije našega posla in kot sama morajo imeti svojo strategijo. Morajo biti zelo povezana z našim brandom celostno, kar pomeni logo, barve, pisave, tisto, kar je nam zelo pomembno navzven. Da ljudje, če pride na našo socialno mrežo, na naš Facebook, na naš Instagram, naš LinkedIn, Snapchat, Reddit, Clubhouse, Twitter, TikTok, you name it, Pinterest, je važno, da takoj ugotovijo, da smo to mi. Spravi, da imamo razpoznaven brand, razpoznavne barve, razpoznavno pisavo, da nismo enkrat, naprimer, obarvani z rumeno, enkrat smo črni, enkrat smo rdeči, enkrat smo roza, enkrat smo zeleni, enkrat smo modri. O tem govorim. To je zelo pomembno in del vaše strategije, ki jo dejansko morate upoštevati. Strategija so pa še vse druge stvari, ki zajemajo vaš profil, objave, način izražanja. Ja, zelo pomembno, pa večina ljudi, kak način izražanja? Vaš način izražanja, vaš slog pisanja, vaš slog komunikacije z ljudmi, ali objavljate carousel objave, ali ste bolj na video, ali uporabljate več IGTV-jev, storyjev. Potem pomembno je, v katerem razmerju, če vse to uporabljate, guides, reels, a sploh uporabljate reels za posel, a sploh uporabljate guides, bi, ne bi, kako, v kakšnem razmerju, na kakšen način, ja, kolikrat pa moram objaviti, kaj pa sploh moram objaviti. Tako da, to strategijo, te stvari ljudje, večinoma podjetniki, torej nimajo razdelanih in objave se tudi ampak se ne morejo, ne smejo objavljati na način, da danes bom pa nekaj objavila. Ali pa danes bom pa nekaj zdaj napisal. Zdaj pa, kaj če bi pa zdaj kar videl? V glavnem, to je se nekako razmetano, nič ni planirano. Podjetniki moramo planirati naprej naš posel, a se strinjate? Tako moramo enako planirati tudi naša socialna omrežja. Ja, planirati moramo in narediti strategijo. Veliko ljudi ne zna narediti strategije. Zakaj? Preprosto zato, ker je nikoli niso delali. Ne vejo, kaj vse je pomembno in kaj vse mora strategija vključevati. Zato smo tukaj profesionalci, da naredimo strategijo, ki so jo potem podjetniki samo držijo. No, in zato so coachingi, zato so recimo moji online programi, kjer pa gremo v globino in razdelamo strategijo za vas. Kakšna mora biti, kje so temelji, kakšni so temelji, kaj je sploh pomembno, kje začeti. V globino, zelo v globino, zelo sistematično, tole je pomembno. Na tak način je pomembno, takole se mora narediti. To so pa potem stvari, kjer vas v programih vodim v globino. Ampak, kakorkoli se odločite, vedeti pa morate, da
strategijo potrebujete in da je zelo, zelo, zelo pomembna. Če pa vas nihče ne nauči, kakšna mora biti in kako se naredi in kaj je pomembno pri strategiji, ja, potem pa ne morete pričakovati uspeha na dolgi rok na socialnih omrežjih. Ker tisti, ki mi rečete, joj, sem nova, ne, se še lovim na socialnih omrežjih, jaz takoj vem, da boste rabili 2-3 leta, da boste sploh kam prišli, če boste sami začeli socialna omrežja raziskovati. In joj, kje bomo že mi čez 3 leta, ne? Si jaz rečem, oj, ne zapravlja časa, ni vredno. Ker takole vam gre posel, vam gre denar, vam grejo stranke skozi prste. Ja, res, ni vredno. Ni vredno. Zato smo mi tukaj, da testiramo, kaj dela in kaj ne dela. Kaj bo delalo čez 2-3 tedne. Kaj je delalo pred 2-3 tedni in zdaj ne dela več. Ker tako hitro se socialna omrežja spreminjajo, da ko boste nekaj naštudirali, to ne bo več delalo. Ja, ne bo. In zato se tako hitro strategije tudi spreminjajo. Ker strategija, ki sem jo imela 1 leto nazaj za moje stranke, ne velja več. Se je spremenila, je drugačna. V tem letu se je že nekajkrat spremenila. In zato moramo biti skozi up to date. In zato jaz delam Success Akademijo, zato delam vedno nove programe ali pa stare updatam, da so on point, da imate res sveže informacije, ki vam pomagajo pri grajenju posla na socialnih omrežjih in nasploh v življenju. Ki delujejo, ker to je pomembno, da stvari delujejo in da imate uspehe, ker če ne, ni pointa. In tako na eni strani združujem v svojih programih vse to, kar delam kot PR-ovka, kot social media strateginja, coachinja, menedžerka in kot oseba, ki se ukvarja z marketingom, več vrst marketinga in to je to. Zaradi tega, ker to znanje mora biti zelo prepleteno, če mi želimo rasti, če želimo uspeh. Vedno ni samo ena stvar. Ne? Tako da, zdaj pa pljunimo v roke in se lotimo stvari na pravi način in ne izgubljamo časa. Ni potrebno, a ne? Se strinjate z mano? Tako da, socialna omrežja za posel in večanje prodaje je resnično top of the top program, ker je to 50 video treningov, pa saj veste, da pri meni je vedno še kak bonus več, ki ga ne reklamiram. In drugi programi so prav tako zanimivi, odvisno od vaših potreb, odvisno kaj potrebujete. Tako da, poglejte, kaj vam je zanimivo in kaj v tem trenutku najbolj potrebujete oziroma vam pride najbolj prav. Se vidimo na divinekali.com.